Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Darjo in Matejem. Današnji VIP gost je akademsko izobražen glasbenik, ki pa je ob izjemni kvaliteti v glasbi še vedno ohranil toplino in srce. Vsako srečanje z njim ostane v spominu po neverjetni energiji, smehu, zabavi in seveda obilici glasbe. Je profesor, ki ga imajo učenci zelo radi, in profesor, ki svojim učencem prinese znanje, spoštovanje, ljubezen do glasbe. Sicer pa je izjemen oče, brat, član kvinteta Dori, pa mož in, kolikor mi je znano iz spomina, tudi super kuhar in pri njih se vedno odlično je in pije. A vas o njem zanima še kaj? Tukaj je, da ga vse povprašamo. Današnji VIP gost je Primož Razboršek. Dobro jutro. Primož, pozdravljen, dobrodošli v temule jutru. Vem, da imate vi, profesori glasbe, delo bolj popoldne. Kako pa so kaj takole jutra? Jutra so pri meni tako pestri, ampak naj vaju najprej pozdravim, pa tudi poslušalce in gledalce. Tako da jutro pa imamo pravilo doma na kmetiji, tako da do službe popravim vse, kar moram, in tako da mi to prav pride. Zdaj, Primož, dolgo se že poznava in vem, da je klarinet podaljšek tvojih rok, podaljšek tvojih misli. Pa kakšno jutro vzameš klarinet v roke ali ga imaš popoldne v glasbeni šoli čisto za dovolj? Mislim, da ga imam popoldne kar dovolj. Včasih še malo si ga za večerjo vzamem, če malo podaljšam. Je kar dovolj. Je kar zadosti, no? Kdo je zdaj Primož? Kakšna je bila njegova pot do kvinteta Dori? Kako zanimiva je pot sploh do tega klarineta? In kako je izgledal prvi nastop, kjer se je menda poslušalo več vicev kot pesmi? O vsem tem, potem, ko bomo izvedeli, kakšen je tisti avto, ki ne ve, kam je prav in kaj ne. Današnji VIP gost je Primož Razboršek. Primož, če se vrneva medva malo v otroštvo, glede na to, da si tak fant poln energije, kakšen si bil kot otrok? Jaz mislim, da sem bil zelo nagajiv, zelo sem bil firčen, raziskoval po gozdu, po hlevu in seveda tudi v muziki. A misliš, da tudi bratje vidijo Primoža, da je bil takšen, ko je bil majhen? To ne vem, no. Ti ne veš? Ne bi si upal potrditi. No, preverimo, kaj je povedal Boris o tem. Kakšen otrok je bil Primož Razboršek? Kot njegov starejši brat se spominjam, da je bil vedno živahen, hiter je bil kot živo srebro, vedno ga je bilo povsod dosti, poln energije. Poln energije. Kar do solz pride. Zdaj, glede na to, da ste bili trije fantje, je mogla mama imeti najbrž kar jeklene živce, ne? Jaz bom rekel, da mogoče celo ne, ker smo odraščali na kmetiji, tako da v bistvu smo se res telefonov takrat ni bilo, se pravi, smo si sami izdelovali različna orodja in bom rekel, da smo se kar zamotili, no, da edini problem nas je bilo zvečer dobiti v hišo. No. Samo v bistvu niste bili samo trije, bil je še ati, ne? Tako da so bili 4 moški okoli mame? Pa še stara ate, to so tista tradicionalna kmečka družina. In slišala sem, da nisi bil sam ti kdaj z lumparijami namazan, ampak da je tudi ati naredil kakšno lumparijo kdaj. A lahko tole malce pojasniš? Se spominjam to, da je enkrat frizuro delal naš ati in seveda, ko je prišel do Primoža, je strigel in vedno krajša frizura. Kaj pa je bilo potem? Potem je vzel pa želetko in me pobril. Res, to je bilo res in bajede so se mi videli vse žilce na glavi in glih tisti teden je bila ta velika nedelja, glavna maša in meni ni noben hotel imeti, ker to je bilo 25. avgust vroče in seveda pa so mi kar eno kapo na glavo dali. Ker reka mamica, ti si taki ga naredil, ker ti ga mej. To je res. Taka zanimiva izkušnja, kar se frizure tiče, ne? Zdaj pa, kdaj si se pa zaljubil v klarinet, pa si želel igrati nanj? V bistvu bom rekel, da do klarineta je prišlo čisto slučajno. Moj brat je igral že harmoniko, ta starejši. Jaz sem kar dosti pozno se za klarinet odločil, mislim, da je bil 5. razred osnovne šole, ko je bil po zvočniku, da rabijo za glasbeno šolo, da bi
klarinet, no, da so prosta mesta. In jaz sem pa že slišal takrat pri slakih klarinet, sem rekel, se to bi šlo pa s harmoniko zaradi favšije, da ni brat samo doma hodil. Ampak spet ne. Darja ne bi bila Darja, če ne bi malo voluharsko preverila, kako si ti v bistvu zagotovo mamici Patiju, ko si se vpisal v glasbeno Se je šolo. praktično sam upisal na glasbeno šolo za klarinet in obiskoval pouk klarineta. In seveda, ko je prišla prva položnica domov, so starši izvedeli, da obiskuje pouk klarineta. Ja, Boris ima zelo dober spomin. Boris ima dober spomin, neverjetno. Tudi to se spomnim, da sem šolske potrebščine sem prinesel v vrečki domov, klarinet pa v torbi. Jaz sem si ga sposodil. Pa si imel kdaj kakšnega vzornika? Ja, v bistvu prej ne, no, da bi glih rekel, potem pa, seveda, ko sem začel klarinet bolj raziskovati, je definitivno bil Albin Rudan in tudi Niko Zlobko, sta mi bila zelo blizu. Potem pa ti moji, no, hvala Bogu, sem imel zelo veliko srečo, da sem kar malo spoznal Franja Mačka, klarinetista alpskega kvinteta, in pol mi kar on, bom rekel, bil en tak Ali je bil velik. tvoj profesor v Ja, glasbeni šoli? tudi en mal časa, sicer on je pol, ko je v policijskem orkestru igral, je bil v Ljubljani. Skratka, je pa bil tudi en tist velik, bom rekel, preskok pri meni, je bil pa tudi Bojan Zeme. Njemu sem zelo hvaležen, on me pa takrat pripravil za srednjo glasbeno šolo, kar se mi zdi, da je zelo pomembno in bom rekel, mi je pustil zelo veliko noto, no, pri meni, tako da Bojanu sem tudi zelo hvaležen in pol vsem profesorjem. Sem profesorjem naprej, omenil si alpski kvintet, ta je postal tudi del tvojega življenja in bo zavedno ostal del tvojega življenja. Kako, kaj in zakaj? Potem, ko si bomo privoščili tistega mačka, ki ste ga skrili v žakelj. Današnji VIP gost je Primož Razboršek. Primož, ki ga vsi poznamo kot klarinetista pri kvintetu Dori in kot tistega, ki trosi energijo doma in naokrog, in kot tistega, ki ima v svojem življenju ob kvintetu Dori tudi alpski kvintet, ne? Ja, v bistvu res zadnja leta moja žena tam poje, tako da je kar pestro. Kako pa je kaj, glede na to, da sta oba z Majo, izjemna glasbenika, oba sta glasbeno tudi zelo vpeta v ta svet, kako pa je kaj z otrokoma? Iva in Urh sta zdaj že toliko stara, da tudi mogoče že kaj pogledujeta proti glasbi? Ja, v bistvu Iva je naredila že 6 let klavirja in pa seveda že 7 leto violine. Wow. Tako da Iva je že kar zares zagrabila. Ja, za Urha pa moram reči, da je pa imel prvo uro baritona, v bistvu eufonija. In je zelo navdušen, mi je že včeraj koncert zvečer naredil, sem mogel poslušati. Sem prišel domov iz službe, Ati koncert, tako da iz 3 tonov je že naredil koncert in fajn, ja. Bravo, fantastično. Prava taka glasbena družinica. Zdaj pa vsi tisti, ki imate nažgane televizijske sprejemnike, vidite na mizi že neke predmete, ki jih je Primož prinesel s sabo, tako da Primož najbolj, da greva kar od začetka, kje bi začeli? Ja, v bistvu bi sigurno s klarinetom, ne? Ker se mi zdi, da ko klarinet primemo v roke, takoj vejo, po moje so vsi zelo veseli, ker ga še nisem zgubil. Da tudi ste danes veseli, ne? Da sem ga lahko prinesel. Potem bi se mogoče navezal tu na eno podkev, to je za podkovati konja, kajti seveda imam tudi konje doma, včasih sem celo tekmoval dirkal v galopskih dirkih, ampak to so že leta. V galopskih dirkah? Ja, že leta nazaj, 98 in skratka, potem imam tu, naprimer, ki me zelo povezuje pa na prijateljstvo in na izjemnega človeka, Sixpack Čekurja, ki mi je napisal ta reparski komad. Jo. In mi je takrat tudi poklonil na enem Dorjem večeru, ko smo pesem izvajali tale Iversonov original dres s kapo. Kapa in original dres, a si potem kdaj še to tako oblekel na kakšnem nastopu? Si vzel sabo na veselico, pa ste potem malo zarepali? Ja, v bistvu enkrat sem tudi imel izjemno gospodično pri meni doma, smo za RTV Slovenija posnela s tem Iversonovem, ki sliši na ime Darja. Skratka, tudi takrat sem ga oblekel. Moram pa reči, tam je pa še vedno tudi rekel tak, moj prosti čas, ki ga preživim na igrišču s prijatelji,
tenisa, v bistvu glasbenimi prijatelji, ki jih Darja tudi pozna in nas je celo tudi enkrat že obiskala. In tudi tenis smo takrat igrali, ko smo snemali. Točno. Tako da, ja, to v bistvu je pa tisto, rekel, da me tudi malo sprosti na drugi strani. S kom igraš tenis? Ja, tu je August Kaza, Štajerskih 7, potem Dejan Korenak, ki ga zdaj vsi bolj poznamo, ne, kot Erosi, in pa moj sodelavec od naše ravnateljice mož, Dejan Jakšič, in mi se dobivamo takle, kada termin uskladimo. Poskušamo enkrat na teden, čeprav zdaj bom rekel, da kakšne pol leta nismo bili najbolj aktivni, ker je malo neke bolezni zraven nastopilo, ampak se pa zdaj dogovarjamo. Zdaj pa eno vprašanje kot moški, ne? Ja. Pa ostane samo pri tenisu ali se ta trening in igranje zavleče lahko tudi dolgo v noč? V bistvu mislim, da analiza veliko dalje traja, kot sama igra. Okay. Ta analiza je dolga, zato ker je tu kup prijateljstva, pa vendar, glede na to, da ste sami izjemni glasbeniki, ne? A potem tudi tenis v ritmu? Ja, včasih tudi, včasih pa tudi izven ritma. Vse se zgodi. Glede na to, da ste omenjali tudi, da ste med temi prijatelji, s katerimi igraš tenis, učitelji, vsi ste izjemni glasbeniki, pa kar omenjamo že ritem, pa kar si ti tudi učitelj na glasbeni šoli. Kako je kaj z novo generacijo tvojih učencev, klarinetistov, pihalcev, ki jih imaš? Kako jim služi ritem? Jaz bom rekel, da je mogoče res tale digitalna tehnika malo nam vzela pravi tiste ritem. V bistvu otroci ga imajo, sem ga, mislim, da ga ne izkoriščajo, v bistvu ga ne iščejo, ne? Ker zdaj so druge prioritete, pa bom rekel, se drugače zamotijo. Tako da bom rekel, da kot samo delo je težje, v bistvu rabimo biti učitelji večji motivatorji, bom rekel, sami od sebe kar kaj ne naredijo, če jim vsaj malo, da jih ne usmeriš na pot. No. Je pa super, ko ti pa to uspe, no. Pa moram reči, da so tudi ti otroci postanejo dobri ritmičari, tudi dobri glasbeniki. Eni so že moji učenci celo profesionalni glasbeniki, ko od glasbe živijo. Tako da sem že res star. Se pravi, da je to fajn, da imaš ti toliko energije, da je razdaš tudi svojim učencem, da pol tudi oni to dobijo in so pol tudi oni pozitivni. Tako, to se mi zdi, da je najbolj pomembno. Drugo, kar je najbolj pomembno, da ti zaupajo. Predvsem najprej itak radi pridejo zaradi tvoje energije, ne? Ker seveda vsak začetek je težek. No? In pri glasbi ni bližnjic, tako kot jih pri športu ni pa nikjer. In to se mi zdi zelo pomembno, no? Da imaš pravo energijo, pravi pristop, hudomušen, čim bolj. Ampak v bistvu vsem tem jih pa tudi vzgajaš, da sami razmišljajo. No? To se mi zdi najbolj pomembna nota, ne? Da jim ti kar daš nek rezultat, ampak da sami pridejo do njega. Veliko jim povemo, ne? Da je pomembno, mislim, in dam za v bistvu za razmišljati, ne, da jaz vam moram dati ribiško palico, ne ribe. Bravo. Zdaj pa veliko jim daš. Veliko let si že učitelj, sama tudi poznam nekaj tvojih, zdaj že skoraj profesionalnih klarinetistov, a vendar, kaj pa učenci dajo tebi? Ja, v bistvu se ti dajo. Dajo ti predvsem lepe nastope, ki jih naredijo, se potrudijo, se tudi to čutijo, pa tudi čutijo, oni točno čutijo, kdaj morajo. Itak te testirajo do tam, ko ne gre, pa vidijo, zdaj bo pa Primož v bupu, pa naredijo. Se nikoli ne rezizdiš, prej greš v stanje opupa in rečeš, s tebe nič ne bo. To nikoli ne rečem, ne? Ampak jaz vedno jim rečem, da je obetavno, jaz nikoli ne rečem, da je slabo. Ne? Jaz rečem, je obetavno, ampak ni dobro. Obetaš pa, se moraš pa potruditi. Se pravi, da tudi kakšen nov siv las prenesijo. Brez skrbi, se vidi. Moram čelaj eno anekdoto, glih na sive lase. Enkrat sem prišel domov iz službe, je bila še stara mama živa, rekla, joj Primož, a imaš ti neko moko v lasih? Ja. Mogoče je kakšen siv las prišel tudi zaradi izgubljenega klarineta. Si ga res kdaj, ki je izgubil? Ja, sem ga res. Enkrat sem ga izgubil, enkrat so mi ga pa ukradli. Kakšni sta ti dve zgodbi? Ja, grozni. Eno so mi ukradli, v bistvu imel sem noter 2 klarineta in 2 so mi ukradli, ampak res hvala Bogu sem dobil s kriminalisti v Celje, so bili tako uspešni, da so ga dobili nazaj. Ja. Bil mi utojen iz avta izpred bolnišnice Celje. No, enega sem pa v bistvu zgubil na Marofu, ko smo bili na ribniku, ko smo glih okoli preveč divjali. V bistvu odložil, pa nisem vedel, kam sem ga odložil, ampak smo ga pa najdli. Ste ga najdli? Potem to drži, kar bomo zdaj slišali. Ja, delno res drži. Marija, zgubil sem klarinet in kvintet Dori. Današnji VIP gost je
Primož Razboršek. Primož Razboršek iz kvinteta Dori. Primož, fante kvinteta Dori zelo dobro poznamo. 3 brate, pa še 2 izjemna glasbenika, ki tudi izvirate iz glasbenih družin. Ampak vendarle imate pa še enega člana, ne, ki je v bistvu z vami samo po imenu, ni ga pa vedno zraven vas. Ne? Ja, v bistvu on je pa naš pastir, ki nas varno pase po celi Evropi in seveda Sloveniji. Govorimo seveda o Izidoru Pečovniku Doriju, Točno. o župniku, ki je, se spomnim jaz enega pogovora, kakšen je bil vaš začetek na enem špilu. Kje ste igrali, ko ste znali 5 pesmi, pa si ti več vicev povedal kot pesmi? V bistvu znali smo samo 3 pesmi, pa smo špilali 6 ur. To je pomemben podatek, ne, da smo v bistvu bili celo popoldne. Ja, in to je bilo Šempeter nad Laškim, tam je tudi Dori deloval, to je bila njegova podružnična cerkev. Je pa takrat Dori naredil eno akcijo za zbiranje orgel. Za denar. Za denar. V bistvu so vsi ti farani prinesli. Jaz se spomnim, da je moj oče je takrat razkiral eno kuro ali petelino smo nesli. Ja, za srečolov, ne. Čist mal je fril, da ga nismo nazaj dobili. Ja, skratka, in pol seveda tam je tudi bil en tak odar, ko se je gor igralo in mi smo bili 3 brati. In 3 pesmi smo res znali, pa jaz se ne 300 vico, po mojem, to je bilo res noro. Ne. Zdaj, župnik Dori je zdaj v Nemčiji in ne boš verjel, saj veš, bili so trenutki, ko smo se povezali tudi mi in župnik Dori se ti je oglasil iz enega prav posebnega mesta. Spoštovane poslušalke, spoštovani gledalci radija in televizije Veseljak. Lepo vas pozdravljam tokrat iz Azla, iz Hildesheima oziroma Hannovra. In seveda zakaj? Zaradi tega, ker bi danes rad kot član kvinteta Dori nekaj povedal o Dori in sicer še posebej v Primožu, ki je danes vaš gost. In seveda Primož dobro pozna ta kraj, to lepo staro cerkev Svete Katarine. Primož, Neverjetno. kako to, da tako dobro poznaš cerkev Svete Katarine? Ja, se vsi grešimo. To je najbližje mesto, ne, pa seveda Dori nas je tu popeljal tudi in ja, res lep kraj. Ste tam velikokrat spali v domu, a ne? Tako je, tako da smo hvaležni še zdaj. Ja, res. Kako se ti spomniš prvega stika z Dorijem? Najprej smo rekli, da to ni župnik. Ta prvi ti stik, ne, res znamo, drugač pa to je taka topla, tak topo človek, no, da je res nekako mi smo začutili pod njemu neko tako, rekel, da nas je res varoval, ker mi smo bili res otroci, no. In on je bil ena taka, res bom rekel, zelo en del naše tiste družine, ki nas je vzgajal. Tukaj tudi moramo reči, smo zelo hvaležni našemu kitaristu Antiju, ki je tudi malo starejši, ker mi 3 smo res to bili najstniki. In takrat, ko je še tudi Grega Podkoritnik z nami deloval kot basist, to smo skupaj rasli s samimi lumparijami. Da ne bi imeli enih 2 takih človekov, bi lahko šle naše poti mogoče čist drugam, tako da smo jim to res hvaležni. Boštjan se je potem leta 2002 pridružil. Skratka, tako da, ja, to so res lepi spomini. No, smo pa tudi Dorija povprašali, kako se spomni prvega srečanja z našim Primožem. Primož me je navdušil prvič, ko sem ga videl z 2 bratoma in starši, ko je zaigral eno pesem, seveda s klarinetom, in potem je dal klarinet med noge in je začel žvižgati. In je začel žvižgati, tale stavek je meni zelo vesel. Primož, daj še nama malo zažvižge, no? Smejem prenaglas, ampak da, če to gre za pesem Slovenski pozdravi, vam lahko povem eno anekdoto. Z bratom sva tudi lansko leto gostovala v Argentini in takrat sem videl, da ljudje sploh ne poslušajo, ampak sam gledajo. Ker ko smo igrali, ni bilo nič, ko sem dal pojesti klarinet med noge in začel žvižgati, so bili pa aplavzi, tako da smo imeli bis. Torej, še vedno je ta pozicija klarineta med nogami. Ja, to pa še vedno, to je zaščitni znak. To je fajn za videti, ne? Klarinet pa... Ja.
Ja, glede na to, da veliko potuješ po svetu, veliko seveda te glasba vozi po Sloveniji in drugod, sem vseeno si gospoda Dorija upala poprositi, da tebi in fantom kvinteta Dori preda tudi nekaj lepih želja. Mojemu kvintetu Doriju želim vse najlepše, da bi še dolgo na svoj način, svojstven način dosrečevali ljudi, ki pokličejo, da igrajo. Seveda pa tudi Primož v vse najboljše. Primož je res izjemen fan, ne samo v glasbi, ampak tudi sicer v medčloveških odnosih. In tudi zato sem zelo vesel, da še doma napreduje s kmetijo, svojo drago ženo in otroki. In seveda, da je tako tesno povezan s svojimi brati. Imaš? Hvala. Ganljivo, ne? Ganljivo. Lepe besede. Velike besede ljudi, ki ti prirastajo k srcu, ki jih vzameš za svoje. Veva pa, da je v vašem življenju tudi veliko tistih, ki so še pomagali pri poti. Veliko takšnih, ki ste jih imeli ob sebi, pa tudi takšnih, s katerimi ste skupaj pletli glasbene zgodbe, ne? Ja, seveda. Tukaj je sigurno naš nepogrešljiv Oto Pestner, potem Marjan Petan, Vera Šulinc, veliki Bojan Zeme, zdaj da bi vse naštevo, verjetno zmanjka. Robi Smolnikar, ki je napisal Verjemi in zaupaj, Adi Smolar tekst, izmišlja še vedno, saj meni osebno je to ena najbolj takih pesmi, ki jih vedno radi zaigramo na naših špilih več kot enkrat. Sigurno, ker nas tudi dviguje, tudi takrat se veste, v glasbi ne so vzponi in padci in tudi takrat, ko padaš, je pomembno, da imaš en zalet, dobiš v dozadje in to je sigurno glasba in še prava pesem je to. Zdaj si bomo privoščili eno, ki ste jo posneli skupaj z družino Sotošek. Pri nas in pri vas. Preverimo, kako je pri vas in pri nas. Današnji VIP gost je Primož Razboršek. Ja, še vedno je z nama Primož iz kvinteta Dori in kvintet Dori je izjemno lepa taka družinska zgodba, ki pa nosi tudi ene take čudovite zgodbe sodelovanja, nekaj smo jih že slišali. Neki pa jih bi starvejo s tabo radi še obudili. A se spomniš tistih starih legendarnih televizijskih oddaj, kjer ste sodelovali? Se. Jaz se še Klobovsa spomnim, ko smo delali, to je že, res. Dolga leta nazaj. Dolga leta, ja. In na eni izmed oddaj vas je takrat srečal tudi Oto Pestner. Ja, to pa res. A je res? Dajmo se spomniti z prvega srečanja, prvega spomina Ota, takole opisuje, ko vas je prvič videl na odru oddaje, boš videl, kaj dela Dolenc. V glavnem na tej oddaji so kot neko presenečenje se pojavili mladi fantje, kvintet in so zaigrali eno polko. Potem kasneje sem zvedel, da se imenuje Planinska polka. V glavnem ta kvintet me je očaral in sem enostavno moral počakati čisto do konca oddaje. In kaj je bilo potem, ko je počakal do konca oddaje? Stopil je do nas in res je bil iskreno navdušen in tako je rekel, da bi za nas napisal in tako smo naredili prvi projekt, Dori je naše ime. In on, seveda, mislim res, on je bil tako zelo taka gonilna sila. Jaz mislim, da je on hitrejši pisal, ko smo mi igrali. A res? Res. Oto Pestner je del vaše zgodbe, del vaše zgodovine glasbene. Kaj lahko pričakujemo od kvinteta Dori v prihodnosti, vendarle se približuje okrogla obletnica? Ja, res je, malo že načrtujemo, to je naših 30 let. Seveda zagotovo bojo vsi ti naši prijatelji zraven vpleteni. Jaz tudi upam, da bo kakšna nova zgoščenka nastala, kakšni novi videospoti, nove pesmi. In seveda si tudi želimo sodelovanja z radio in televizijo Veseljak, tako da jaz mislim, da sigurno bomo kaj skupnega lepega naredili in dali našim ljudem, ker mislim, da v tem času to zelo potrebujejo. Ja, tudi vsi mi veseljaki komaj čakamo, da pride nekaj izpod vaših rok, zopet kakšna nova taka uspešnica, taka zabavna, polna energije, kajti to vi oddajate, to lepo energijo. Ja, hvala. V bistvu, to je pač energija iz srca, to od nas ven pride, no. To ne moreš kupiti, to se ne moreš naučiti, to imaš ali pa nimaš, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, pa ljudje, bom rekel, to zelo hitro začutijo ali pa začutimo in zato nas to povezuje in nas dela srečnejše in smo srečni. In zdaj, ko si rekel, da 30 let
Dorijo večer obetamo vsega, kot smo jih navajeni. A veš, da ima Oto Pestner za vas eno ponudbo? A res? Eno sporočilo? Ja, Primož pazi na fante, fante pazite na Primoža, da ne boste spet kakšen klarinet kje iskali. Če vas bo pa zamikal, naredite nov CD, pozvonite. Tukaj sem. Oto, hvala. Vedno na voljo. Vedno, ja. Če vas bo zamikalo narediti nov CD, tukaj sem. Vsekakor. Računamo tudi na njega in jaz vem, on se zmerom potrudi. In za Dorije naredi. Jaz mislim, da je zdaj tudi čas, ko bo Oto Pestner ne delal več samo za kvintet Dori, ampak tudi za podmladek kvinteta Dori. Ja, tudi to, ja. Dobro kažejo, tako da se kar kalijo. In upam, da bojo tudi radovedni, tako kot smo mi bili, in da bojo seveda srečali ljudi takšne, kot smo jih mi, ki so bili iskreni, pošteni tudi do nas, kar je zelo pomembno, da nas niso zavedli na kriva pota in da smo se lahko sami razvijali pač do te točke, kot smo se še trudimo, da bomo še kaj ustvarili na nov, ne? Jaz sem pa še eno vprašanje kot oče, ne pa muzikant. Ja. Glede na to, da imaš ti službo, da imaš kmetijo, da se ukvarjaš z ansamblom, kako tu vse usklajuješ? Jaz pa sem dvoje, pa komi usklajujem. Ja, v bistvu, jaz sem rekel, da verjetno imam to prednost, da živim na kmetiji, ker otroke mi najlepše kar živali vzgajajo, od konjev do muckov, do krav, naprimer Iva že za vsako delo pograbi, tako da že zna res veliko narediti, ne, skoraj že traktor, tudi fura, no, to ne smemo povedati, da nam ga ne vzamejo. Skratka, ja, to se mi zdi en tak del, seveda pa to iskrenost, rekel tudi z ženo se potrudimo in pa tudi stari starši, ati in mamica, ko z njimi preživita, bom rekel, imata tako zdravo okolje, zdrav odnos do otrok. Dragi Primož, hvala, da si danes prišel v našo družbo. Upava, da sva tudi mi dva tebi pričarala vsaj malo teh VIP občutkov. Ja, zelo lepo. In enkrat vaj na VIP povabim na Brodnice. Bomo tam naredili kakšne dobre steke, probali kakšno mojo salamo in še kaj. Tak, da moram priznati, da Darja zna tudi dobro krave most, tako da mogoče mi je ta cajt ti stek speko. Ne? A je še tist ta dolg jedilni kot v ta veliki sobi? Je. Tam smo dobro jedli, tam se dobro špila in poje. Dragi Primož, radi vas imamo, Kvintet Dori, želimo si vas, tako da samo s takšno energijo in s takšno srčno vnemo še naprej in iz srca hvala, da si danes vzel čas za nas. Ja, hvala lepa za povabilo in upam, da je kmalu spet na TV in Radio Veseljak. Hvala lepa. Poslovili se bomo pa s tem, kar ste ustvarili skupaj tudi z Otom Pestnerjem. Hvala. Veseljakov VIP petek.